ljubitelji pesništva, dobrodošli. Danes smo se tukaj zbrali ne le zato, da bi razglasili letošnjega nagrajenca natečaja za najboljši haiku, temveč predvsem zaradi tega, ker nam je skupna naslednja stvar. Zavest, da je človek mnogo več kot le telesno in duševno bitje in da prav v literaturi, predvsem liriki, vedno znova išče način za izražanje tistega, kar presega to, kar je materija, tudi prostor in čas. Ni naključje, da je že nas največji pesnik o tem zapisal. Mokro cveteče rožce poezije očitajo to, kar se v prsih skriva. In da se ne skriva le v prsih nas, odraslih, temveč tudi v otroških srcih, vemo ravno pedagogi, ki imamo to krasno poslanstvo, da to zavedanje o presežnem človeku širimo tudi med njih. Če tudi gre za nagradni natečaj in za to tekmovanje, je bil njegov glavni namen prav ta, da v sebi ponovno najdemo to občutljivost za lepo, dobro, resnično. V nadaljevanju bomo predstavili vse haikuje, ki so nastali v okviru natečaja za najboljši haiku. Z nami bosta recitatorja Ksenija Kosmač in Matic Lozinšek, in ker sta glasba in pesništvo tesno povezana, bo za glasbeni del poskrbela naša glasbena skupina, orkester Pedagoške fakultete. Pa jih vljudno povabim, da kar zaigrajo prvo pesem. Tina Lasnik je napisala: Breza govori. Kje si, ljuba mama ti? Pridi, se mudi. Avtorica Špela Gospa je napisala: Sinina neba, lepo pozibava tvoj prestrašeni dih. Šelestenje, burja piha, mraz. Japonski pregovor pravi: roža, ptica, veter in luna.
skozi izkustvo lepote narave spoznavati sebe. Po slovarju slovenskega knjižnega jezika je haiku pesniška oblika, značilna za japonsko kulturo, katere vsebina prikazuje trenutek iz narave, povezan z dogajanji v človekovi notranjosti. Tako so se te teme dotaknili avtorji prejšnjih haikujev. Vsebina sodobnejšega haikuja pa se nanaša tudi na človekovo doživljanje vsakdana. Vsakodnevni opravki in stvari, kot je jutranja kava, se na prvi pogled morda zdijo banalni, nevredni pesniškega uporabljanja, in vendar se nam v haikujih prikažejo v čisto novi luči. Andraž Coran. Zamujam uro. V roki držim kavo. Ni tako hudo. Ej, razodetki. Grozen se stari vsak dan. Samo živčen sem bil. Jurij Kočevar je napisal sledeče besede. Velika igra, preznojen in utrujen. Zmagali bomo. In pa še en mladenič, ki pod umetniškim imenom ustvarja, to je umetniško ime seveda Loli the King, pedagoški faks, diamant današnjih let, šolan ali šolan. Razum gradi zidove, srce išče prehode. Razum se dokazuje, srce molči. Srce neskončno hrepeni, a ne najde poti.
hajkujev, da se mi pridružijo tukaj. Še enkrat in zaploskajmo. Sledi razglasitev in podelitev nagrad, pa na oder povabim profesorico Barbaro Zorman, članico komisije, da pove nekaj besed in čestitam vsem avtorjem. No, jaz bom tako lakonična, ne kratka, kot se za haiku spodobi. Ne povem tako, da smo bili presenečeni, da je prišlo več haikujev, kot smo v bistvu na začetku pričakovali. Predvsem pa tisti, ki so prišli, so nas vse po vrsti presenetili svojo neposrednostjo, živostjo, občutljivostjo in tudi drznostjo. In to mi daje upanje, če se ozrem malo na odnos vlade do nas, do učiteljev, da bojo jutrišnji učitelji taki, drzni, občutljivi, entuzijastični, pogumni, tako kot so vaši haikuji. Imeli smo zelo težko nalogo, kot sem rekla, komisija, vsi haikuji so bili dobri, ampak smo jih morali izbrati 3. Vsem pa seveda iskreno čestitam. Čestitam. Hvala lepa. Na oder povabim našo dekanjo, dr. Marija Cotič, da bo podelila še nagrade za 3 najboljše haikuje. Ampak to bi boste morali vi povedati. Torej, 3. mesto dobi Lorenz Habe za... Drugo mesto... Če mogoče še enkrat preberete haiku, ne? Aha. Aja. Vse bojo objavljeni. Dobro, v redu. Pedagoški faks, diamant današnjih let. Šolat ali šolat? Drugo mesto, Andraž Coren. Zamujam urok, v roki držim kavo, ni tako hudo. Zadnja zmagovalka v bistvu je Špela Kos z haikujem Sinina neba, ki jo pa danes nažalost ni z nami, ker je prišlo do družinske tragedije, tako da lahko zaploskamo. Pa smo prišli do konca naše prireditve. Vsem nagrajencem še enkrat čestitke. Hvala, da ste se danes zbrali. Zahvaljujem se tudi recitatorjema in pa orkestru. Naj vas literarna dela ne nehajo nagovarjati. Naj vas ne neha nagovarjati življenje. Ozirajte se preko vidnega in nikoli ne izgubite skrbi za to, kar se v naših prsih skriva. Vse dobro.